prejšnjim testnim Ignisom je Matej odkrival številne gorske koče in si privoščil konkreten test, zato je zdaj prišel čas, da malčka v roke vzamem tudi sam. O avtu govorim, ne Matejevem mednožju. Če bi se šli igro iskanja razlik med tem testnim Ignisom in prejšnjim, to je tale, potem bi bila igra precej kratka. Ok, barva, ta je najbolj očitna razlika, pa tile ročaji so tukaj bolj frajerske barve. A ja, ne, in frekvenca radijske postaje je druga. Zakaj ga imamo torej spet na testu, vas zanima? Ja, da sebe in vas še enkrat opomnimo, kako super avto je Ignis in da nam je povsem jasno, zakaj se prodaja kot vroče žemljice. Zelo majhen je in zato okreten v mestih ali pa na terenu in to je pomembno. Skoraj 18 cm je oddaljen od tal, ima 4-kolesni pogon, zato je tole odlična izbira za vse tiste, ki se včasih soočate z bolj zahtevnimi cestnimi razmerami. Pleza kot kakšna kozica in kljub dolžini samo 3,7 metra sploh ni prostorsko totalno okrnjen. Kolesa so na skrajnih robovih karoserije, zato je v bistvu znotraj dovolj prostora za 4 odrasle potnike, če sta v avtu le 2, pa lahko zadnjo klop vzdolžno pomaknete naprej in celo prtljažnik potem postane spodobno velik. Je pa tole mini avto, naj bo jasno, ni to družinski stroj. In motor je še vedno samo eden in edini, 1,2 litrski mlinček, ki je čisto dovolj zmogljiv, da je Ignis povsem živahen. Na avtocesti se pri 130 km/h vrti že sicer s 3500 vrtljaji in bi 6. prestava prišla prav, drugače pa je s 5 čisto fin. Skratka, avtoček je enostaven, hudo privlačen, s tem pogonom sposoben, ob vsem skupaj pa stane samo 14 jurjev, kar sploh ni veliko. Tako da, če vam je všeč, kar hitro pon.